Skupaj s Slovensko Karitas spoznavamo Burundi in delo naših misijonarjev v tej deželi. Revščina v mestu je drugačna od revščine na podeželju. V različnih okoljih za pravično pomoč skrbijo tudi projekti Slovenske Karitas. Z delom do dostojnega življenja je ena izmed zelo uspešnih akcij. In zdaj vstopamo na dvorišče ene od tukajšnjih družin, prav v neposrednji bližini cerkve tule na misijonu. Sestra Bogdana nas že čaka verjetno zdaj z mamo, z gospodarico, z eno tisti, ki je vključena v program z delom do dostojnega življenja. Jana pa nam bo pozneje nekaj več povedala o projektu samem. Ja, Slovenska Karitas od leta 2010 izvaja program z delom do dostojnega življenja. Izvajamo v več državah, med njimi tudi v Burundi, na vseh misijonih, kjer delujejo naše misijonarke, pa sestre usmiljenke. Preko tega programa želimo najrevnejšim družinam pomagati, da bi tako kot družine v Sloveniji lahko z lastnimi rokami, z lastnim delom preživele svoje družine. Je imela moža, ki je kronični tat. On je ta prvi dan, ko smo prišli, je nas okradil. Vse smo ga vzela kot čuvaja za avto in je nam vzel vse dokumente, sam da dobi potem denar. Ne, potem dobro smo se vzrihtali, vse tudi, nič nismo kaznovali. On pa še kar naprej kradu koze, pa druge reči po kmetijah, tudi po 20 koz in jih je pelal v mesto. In gotovo policija za zmeraj dobi in ga zapre. Zdaj pa, a je nekoga ubil ali je bilo ena druga težava, je še zdaj v ječi. Tukaj smo sedaj v kraju Kiguhu, na misijonu, kjer deluje misijonarka sestra Bogdana Kavčič. V ta naš program imamo vključenih tukaj preko 90 družin. To so predvsem revne žene, mnogo med njimi je v bistvu vdov, ki so ali izgubile svojega moža v vojni, ali zaradi bolezni, ali pa jih je tudi zapustil. Družine so v bistvu številčne, smo lahko videli danes, da imajo veliko otrok. Ena ženska je rekla tudi, da ima 12 otrok in to je zelo težko, če si ženska, če si sama, zelo težko preživeti te družine, da imajo za hrano, za šolanje otrok, za zdravila. In sestre na misijonu tem družinam dajejo delo, enkrat tedensko pridejo, ker je žensk res ogromno in tisto, kar zaslužijo, v bistvu dajejo v en skupni fond in iz tega pa dvakrat na leto dobijo večjo vsoto ven, da se lahko res razvijajo. Danes so nam ženske povedale, kako so vesele najprej, da so lahko skupaj, da lahko skupaj delajo, ker prej je bila vsaka zase in so bile osamljene, tako da jim veliko pomeni, da tudi ena drugi pomagajo. Recimo, če nekdo rabi hišo, te ženske priskočijo na pomoč, pomagajo narediti opeke, tisto, kar zmorejo same, ostalo pa tudi iz programa sestre pomagajo, recimo, da se kupijo vrata, okna, streha. Res so pa zelo vesele, da imajo recimo za zvezke, za šolnino, za hrano, za zdravila. Mnoge so danes tudi rekle, da so lahko kupile kozo. To jim tukaj v bistvu ogromen pomen, če imajo kozo, zato da imajo za gnoj, da lahko več pridelajo na zemlji. Tudi zelo si vesel, ko vidiš, kako so te ženske recimo sedaj lepše oblečene, ker si lahko kupijo tudi obleko, čevlje zase, za svoje otroke, ker prej tega niso imeli. Tako da ta program res pomaga celi družini, da se lahko počasi razvijajo in bolj dostojno živijo. Takole, draga družba, smo izvedeli pa, zakaj Jana Lampe Slovenske Karitas vabi na pot take krepke fante. Ker je treba včasih braniti družino pred kakšnim intervjujem, da imajo prav zares samoto. Poglejte, in zdaj noben, nihče ne upa tule mimo mene. Človek bele polti se samo malo štorasto postavi, pa reče halt, stop in ubogajo, prav prijazno čakajo, da bo intervju pod streho in morda pride kak bombonček iz Slovenije. Ja, za najmlajše, ampak roko nastavijo tudi ostali. Spet smo pri eni od družin, ki jim pomaga Slovenska Karitas s svojim projektom z delom do dostojnega življenja in zares so to take teme, o katerih družina rada govori sama, za slovensko kamero in ne za občinstvo, ki so njihovi sosedje. Zato zdaj zares zadržujemo množico pred
ozadjem hiše, kjer Jana pripravlja intervju, ki ga boste gotovo lahko videli na straneh Karitas. Kar nekaj intervjujev je bilo v teh dneh. Brez skrbi. Akcijo z delom do dostojnega življenja smo v letu 2010 začeli prav z revijo Ognjišče in vse to so sadovi, ki jih vidite danes tukaj, ko smo skupaj z Juretom in Izidorjem v Burundiju, koliko lepih v bistvu rezultatov za te družine, kako se je tem družinam življenje že spremenilo. Res hvala vsem darovalcem, ki mislite na te družine, vsem darovalcem seveda iz Slovenije, ki jim pomagate, ki vam ni vseeno, da lahko tudi z vašo pomočjo te res najrevnejše družine na tem končku sveta bolj dostojno živijo. Veselje in hvaležnost za priložnost, da z delom svojih rok zaslužijo za kruh otrokom, smo začutili tudi na srečanju z delavci na Ananasovi njivi. Z akcijo Dobroti dajemo glas, skušamo razbiti tudi kakšne stereotipe. Denimo tiste, da črni človek v Afriki nič ne dela, lenari, igra na boben in prepeva, ampak v resnici ni tako. Poglejte prizor s plantaže ananasa, delovno v vročem soncu.